in nisem znala odreagirati. Zdaj Kaj naj bi se zdaj najdejo. naredila, Lepo te prosim. Dol bi šla, bi ga ubila, pa bi mu lupčka dala. Pa povedala bi v mikrofon, da mi je fuck off pokazal. Več ali manj z Urško Majdič Umo. Smo spet v oddaji Več ali manj, z mano je Rebeka Dremelj, ko mi sem čakala, da se končno, da se vidimo, da ti uspe priti v Ljubljano. Dobrodošla. Da se meni hvala. Meni večkrat v Ljubljano uspe priti, sem nimam tiste lukne vmes, da bi lahko tole spalale, veš. Se zato je treba njo ujeti in potem z lasom in zdaj jo imamo. Pa skoraj nas je sneg zafrknil, ampak ampak smo speljali. Vse se premaga, ne? Se sploh ti, ki si taka nepremagljiva. Se mi zdi, da je to tak življenjski moto tvoj, ki ga tudi upoštevaš. Pa ne veš kaj, nepremagljiva, ne zdaj, da kdo narobe razumel, ne, ampak to je tako malo veter v jadra, veš, da takrat, ko imaš občutek, ki misliš, da nekaj ne zmoreš, da ne gre, da ne bo šlo, če si rečeš, saj sem nepremagljiva, pa se malo premakneš, tako da to je v bistvu bolj kot dejansko resen veter v jadra, kot pa zdaj neka etiketa, da bi jaz dejansko mislila, da sem nepremagljiva, pa nenadomestljiva. Še kako dobro se zavedam, da sem zelo nadomestljiva in to v trenutku. No, ta lepa in zelo vztrajna ženska ob meni je torej Rebeka Dremelj, ko je leta 2001 snela Lepotno krono Miss Slovenije, je bil to šele začetek zanjo, ne? Takrat se je šele začel. Rebeka je snemala glasbene albume, zastopala Slovenijo na Euroviziji, imela je svojo blagovno znamko spodnjega perila Rebeka's Dream in parfume My Spirit by Rebeka in tako naprej. Vmes je premagala raka. Soustanovila je portal nepremagljiva.si za ženske nad 40 let, okrog, bi rekli, ne, natanko, ne. In navdušila je že s predstavo Jamska ženska, zdaj pa je nova predstava Šminka in skirca. Tako. A ne? Jep. Kako to izgleda, šminka pa skirca? Ja, jaz sem sekirca, ne? Aha. Gorka pa šminka. Mislim, luškana predstava, res. Simpatična predstava, zabavna, dobrodošla. Lej z veseljem. Povej, kdaj damo karte. Ljudje se zelo smejijo. Veš, po čem vem, da je ljudem zelo zabavna? Mislim, pustimo, ker meni, vse veš, ti tako vadiš na te isti tekst, pa to meni ni nič več smešno. Da smo si na jasnem. Ampak vidim pa, pustimo, da se ljudje res smejijo in da zelo velikokrat na oder niti ne dobiš toliko feedbacka, kot ga ljudje čutijo v dvorani, zaradi tega, ker je vse odvisno od tega, s čim so zidovi obloženi v dvorani, koliko dejansko ti dobiš na oder tega smeha in tako. Ampak po aplavzih vidim, da so ljudje ful uživali. Zaradi tega, ker se do danes še ni zgodil aplavz, da niso skandirali na koncu. In mi je pa tako res eno tako neverjetno zadovoljstvo. Po aplavzih vidim, da so se imeli res fajn. Ker se mi zdi, da na koncu v enem teatru narediš moraš se imeti pa res fajn, no. Ker se mi zdi, da to ni, vsaj pri Jamski nisem zdaj ful doživljala teh ne. Sem pač, ljudje so ploskani in so bili dobre volje, ampak nekateri moški so bili pri Jamski tudi jezni name, ampak... Si slišala, nisem jaz teksta pisala. Ni moja krivda. Don't kill the messenger. Ja, točno tako je. Ampak dobro, ti si rekel, da si sekirca. Ja. Zakaj? Ker še ne poznam predstave. Ja, ne, moš priti pogledati, nam ti povedala, zakaj. Ne, sam si predstavljam. Sem pa malo karakterno tudi bolj sekirca, kot pa šminka. Tako da je predstava, je bila kar pisana tale skirca na mene. Se mi zdi, da res. No, zdaj smo v oddaji Več ali manj in uporabili bova številko 25. In to zato, ker zgledam 25. Tako, to viš. To smo pa res, vidim, da smo na isti valovni, tako sigurno. Da to mi všeč. Torej, je četrt stoletja, ko je Rebeka postala Miss Slovenije, kar pomeni, da jo poznamo 25 let. In kaj je vse od takrat naredila oziroma doživela? Pozor! Več ali manj kot 25-krat si v življenju zadala novoletne prisege, oziroma za prisege, ki si jih potem kmalu vrgla čez ramo. Mislim, zdaj me sprašuješ o moji preteklosti, ker ne vem, ker se ful stvari ne spomnim več iz svoje zgodovine, ker zadnje čase si ne dajem nobenih zapriseg. Zato, ker je res, da sem kar nekajkrat se nekaj zaobljubila, pa sem seveda to prekršila že v roku enega tedna, enega meseca. Včasih se je zgodilo, da že 1. januarja se nisem držala tega, kar sem rekla, da bom. Znamo to. Največkrat je to telovadba tista, ki je
je prva na spisku. Ampak zdaj si ne dajem nobenih zaobljub več. Zdaj se pač tako kar dnevno skušam sama sabo boriti in določene stvari izboljšati, če vidim, da so potrebne izboljšave in to je to. Se mi zdi, da starejši, ki si dejansko res pametnejši postajaš. Več ali manj kot 25krat si zadala drugačne vrste za prisege, bolj usmeritve, ki si jih pa res držiš, recimo po ozdravitvi. Mislim, prva stvar po ozdravitvi sem absolutno vzela na škarice in sem odsekala oziroma odrezala čisto vse niti, ki so mi bile toksične v življenju. In takšnih odnosov je bilo kar nekaj. Tako da sem zelo vesela, da so vsi te ljudje, ki so pač mogli iti, so šli. Tisti, ki so pač želeli ostati, so ostali in mislim, da sem si naredila znotraj svojega življenja res en krog enih takih pozitivcev, s katerimi sem rada in ne zavijam z očmi in mi ne grejo na živce. In mi je to mi je zelo všeč. Pustimo, da sam še najstništvo moramo pregurati, pa smo zmagali. Starejša hči je že v najstništvu. Ja, pa ne, ni krize. Ni krize, so pa seveda takšne in drugačne situacije, katere potem malo živc dvignejo, ampak recimo, to pa se mi zdi, da pri čisto vsakem starševstvu isto, tako da tle pa sem prepričana, da ne morem. Več ali manj kot 25krat si se ozrla nad svojo kariero in si rekla, moram poskusiti še kaj novega. Manjkrat. Ja. Nisem vedela, da se to pogovarjamo, to mi pa všeč ta igrica, zabavna. Ja, ne, veš kaj, jaz sem skozi celotno svojo kariero, se mi zdi, da sem tako furala to, da kar sproti sem reševala stvari, ki so me zanimale, ki me niso zanimale, sem jih dajala na stranski tir in so potem same pač se spucale, tako da v takih primerih se ozrem nazaj na kariero, ki me vi opomnite. Več ali manj kot 25krat se trudiš dati mladim pozitivno sporočilo ali pozitivno brco. To pa je, to pa več. Yes. To pa večkrat. Sploh v bistvu sem imela eno obdobje, ker sem snemala TikTok videe, ker sem se odločila, da bom zdaj jaz njim svetovala. Ampak ja, glej, meni se zdi, da če samo enega premakneš, si naredil nekaj. Prav res. Dejstvo je, da trenutno v svetu, v katerem naši mladi živijo, to je toksičen svet. To ni okej. Vsa ta socialna omrežja, takšna in drugačna, to ne dajo pravih smernic za življenje. Sem recimo ravno včeraj gledala in sem se potem resno pogovorila z svojimi otroki na to temo. Prišla sem po svojo mlajšo hči v glasbeno šolo in ker je od zunaj padel sneg, sem se postavila v hodnik in sem jo v hodniku čakala. Pustimo, pri nas v Brežicah se vsi med sabo pozdravljamo, zaradi tega, ker nismo tako kot v Ljubljani. Mi se vsi poznamo. Pa tudi, če ne poznaš, nekako vzgajaš otroke, da morajo otroci pozdravljati ljudi. Lepo. Niti eden me ni pozdravil. Res? Niti eden. In jaz sem bila čisto razočarana včeraj. Res. In sem rekla, kam gre ta svet? Kako je? A je res težko reči dober dan? Pa jaz vem, da ne, ampak jaz vem, da je to vzgoja staršev. To niso otroci. Zaradi tega, ker otroci vem, da so dobrosrčni in da oni nimajo nekih teh filtrov, kaj ja, kaj ne. A veš, če bi jih starši tukaj vzgajali in tukaj driblali, da vejo, da morajo reči dober dan, bi rekli dober dan. Ja, to mi noben rekel, da ne. Tega spoštovanja, ki smo ga mi imeli, recimo, Ful mi do je žal starejših. ful mi je žal, da smo prišli do tega, da enostavno nimamo več, tudi v majhnih krajih, da otroci rečejo dober dan. Več ali manj kot 25krat se jeziš nad ljudmi, ki raje visijo na telefonih, kot da bi se pogovarjali. No, eto, Evo, a vidiš? To, ja, povezava. Pa jaz sem doma Več. ne vem, če ful več, zaradi tega, ker jaz drugih otrok nam vzgajala, ne. Pa starejših ljudi tudi nam vzgajala, da naj ne visijo na telefonu. Ne, da ampak naj se visiš, pogovarjajo. mislim, ne, lahko pa vplivaš na nje, ne, s svojimi sporočili, s to pojavnostjo v Mislim, medijih, ne. To ja, ampak drugače, kar se pa tiče doma telefonov, sem pa kar lepo, smo si postavili neke jasne meje in zaenkrat bom potrkala kam, nimam nekih težav, da moram težiti, daj telefon stran. Imamo kar jasno določene meje, ki se upoštevajo. Ok, se pravi, se ne jeziš Ne nad jezim ljudmi se, ne, toliko. ne Ok. jezim se ful. Več ali manj kot 25krat si uporabila AI popravke za boljši izgled na fotki. V zadnjem času. Nikoli še. Ne, se ne rabiš, ja, ampak tako. Mislim, filtre ja, kake, ampak ne pa, da bi pa zdaj, ne vem, dala neko umetno inteligenco.
da bi mi mogel zdaj, ne vem, kako popraviti. Ja, tu pa tam kakšen barni filter, pa to ampak to ni AI. Ali se barni filter že zdaj gleda kot AI? To ne. AI, umetna inteligenca, pač vse, kar... Ne, mislim, kakšne barve pa to ali pa ne vem, kakšen filter, da ti malo lepša kožo naredi. Tako, to ampak da bi pa zdaj neki za AI-jem ful delala, to pa ne. Ja, ne. Se fajn malo poigrati. Jaz sem enkrat kaj delam za AI-jem? Oprosti, za AI-jem zelo rada, mi je super, kadar sem recimo v avtomobilu, pa vem, da ko bom prišla domov, bojo otroci planili na mene, pa nam imela cajta, v bistvu pišem maile na način, da mu diktiram in mi potem ostane v osnutkih in potem, ko prijem domov, samo preberem, popravim in pošljem. To mi je recimo super. Se pravi, praktično orodje in zato tudi to je namen tega. Praktično orodje, ja. Ali pa ne vem, če imam v hladilniku kaj, da ne vem, kaj skuhati, recimo ga tudi vprašam, če mi lahko da kakšen nasvet. Ti nasveti so ful dobri. Jaz sem zanjčo tipkala, kako rešiti pito zadnji trenutek, če tam ne, če premalo. In vse pove. Ja, noro. Tako da take stvari. Jaz bolj praktično uporabljam ta AI. Več ali manj kot 25-krat si nekaj odpovedala, celo plačljivega za voljo družinskega časa. Ne. Zdaj boš presenečena, ampak ne, jaz ne odpovedujem stvari, ker če sem nekaj potrdila, bom to tudi speljala. Več kot 25-krat sem pa rekla že v štartu ne za voljo družinskega časa. To pa sem več kot 25-krat že naredila. Ampak da bi pa nekaj potrdila, pa potem odpovedala, to pa nikoli nisem. Razen, če so kakšne izredne razmere, pa sneg na cesti recimo, pa take stvari, da vem, da so neizvedljive. To pa drugač pa ne. Drugač pa speljem vse. Je pa res, da za voljo družinskega časa pa določenih stvari ne sprejmem. Kot se recimo, ne vem, poletne počitnice, 2 meseca, jaz ne delam. Ne delam nič. 3 maile odgovorim v 2 mesecih. To sem se pa zavestno tako odločila, ker drugače skozi celotno leto delam absolutno preveč in potem takrat, ko imajo otroci počitnice, želim biti 100% predana njima in sem takrat izključno samo mama in včasih se celo v najstnico prelevim, če treba. Se pravi, tukaj je poanta v tem odpovedala, se pravi, se nisi odpovedala in nisi odpovedala, zato ker zate je družinski čas še vsem tako neki svetga. Mislim, absolutno mi je družinski čas svetinja, ampak mislim, jaz sem zdaj tebe razumela, da sem odpovedala nisem. V štartu že nisi. Tako, kot sva rekla. Drugač pa mislim, meni je čas za družino, mi je številka 1 na moji listi, prioritet. Je pa dejstvo, da včasih pač mora to padeti tudi na številko 2 pa 3 zaradi tega, ker pač vsi vemo, da pač so pa neke stvari v življenju, ki jih pa pač ne moreš drugače speljati, kot da delaš in da zaslužiš. Žal. No, več ali manj kot 25-krat si v otroštvu, pa tudi kasneje raje izbirala moško družbo kot žensko. A veš, da to pa res. To pa res. To mi je pa zanimivo, da mi to vprašanje postaviš, ampak predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da ženske, meni ta ženska hinavšna ni všeč. Res, se mi zdi, da se nikoli v življenju nisem mogla na to navaditi. Imaš slabe izkušnje? Ful imam slabe izkušnje s tem. In se mi zdi, da v moški družbi veliko boljše še vedno funkcioniram. Ker je v moški družbi, se mi zdi, vse tako preprosto. Večinoma, če moški reče ne, je ne, če reče ja, je ja. Ne vem, se mi zdi, da ni nekih podtonov oziroma nekih drobnih črk spodaj. Medtem ko pri ženski je treba pa vedno še droben tisk brati in razmišljati in računati, kaj je zdaj ona s tem mislila oziroma kaj se bo zgodilo potem in se mi ne da. Jaz sem prestara za to res. Ali pa mogoče to, ker sem predolg časov šel v biznisu in da vse te spletke, vse to, ne vem, predvsem ta hinavšna, to mi, ne odgovarja mi to. Pa imam kar neki prijateljce, ampak se pravim, tiste, katere imam, je vsem kristalno jasno, da morajo biti z mano odkrite, da pač jaz ne zavijam v celofan, da povem tako, kot je. In ne vem, jaz rečem prijateljici, glej, tebe bi bilo treba vbiti, sam bi te pol oživljala nazaj, zaradi tega, ker bi mi bilo škoda, da te ni več. Ampak povem direkt, in ne ovinkarim, razumeš, jaz ne ovinkarim, povem tako, kot je. In to pač pričakujem od ljudi, ki so pač meni blizu. Če vemo, da si ti tak človek in da tako sprejemaš, potem je treba to spoštovati in na tak način komunicirati s tabo. To prijateljice pa vejo, ne? Prijateljice vejo, seveda. No, več ali manj kot 25-krat si se odločila na podlagi recimo horoskopa ali pa astrološkega nasveta. Ne, nikoli.
Ne, nikoli nisem ta tip človeka. Mogoče to malo, kakšna astrologija, kako so zvezde postavljene, pa kakšno leto je pred nami, pa tako to še, kakšne te astrološke horoskope v stilu celoletnega, ne vem, kako bo letos gledalo. Ravno zdaj smo imeli na Nepremagljivi, kako bo leto 26 izgledalo, kateri so tisti datumi, ki so malo bolj zakomplicirani. To verjamem, da so energije v vesolju postavljene tako, da vplivajo na nas, ker konec koncev polna luna vpliva na nas. Kljub temu, da pravijo, da ni znanstveno dokazano, da bi vplivala na človeka, ampak jaz kot mama pa verjamem, da se še ostale mame tudi strinjajo z mano. Jaz sem točno vedela, kdaj je polna luna, kar se tiče otrok in kar se tiče njihovega spanja. In jaz verjamem, da to vpliva na nas. No? Tako da to mogoče da bi pa drugače, kako me pa to ne zanima, kaj si po horoskopu. Več ali manj kot 25-krat te nekdo po predstavi ali pa celo med predstavo presenetil s kakšno slabo besedo ali gesto? Ne, samo enkrat me je po predstavi presenetil, ki mi je fuck off pokazal. Vmes med predstavo. In kaj si naredila? Noč, nadaljevala sem bila v takem šoku, da sem se čisto celo predstavo sam z njim. A nisi nazaj poslala kakšnega znakca? Ne, ker sem bila še preveč zelena takrat. To je bilo še v štartu, jamske ženske. Kako grdo? So s tem je veliko povedal vse, pa ne? Seveda so, itak, ne moreš iti na predstavo pa biti jezen na človeka, ki igra tekst. Mislim, to ti budala, ne moram druga reči. Ampak jaz v tistem trenutku sem bila še prezelena, še preveč sem se ukvarjala s tem, sama sem bila na odru. Mislim, da sem tak ali tak sprejela najtežjo možno vlogo, biti sama na odru ura 40 in nisem znala odreagirati. Zdaj kaj bi zdaj naredila? Lepo te prosim. Dol bi šla, bi ga ubijala, pa bi mu ljubčka dala. A res? Ja, zagotovo. Tako. A bi bil frapirana. Ja, veš, da bi bil, ampak pa povedala bi v mikrofon, da mi je fuck off pokazal. Mogoče njegovem svetu je to ful kompliment. Ja, ne vem, če je. Ali pa pokazal veličino svojega, recimo, ali pa kaj. IQ, ja. Recimo, več ali manj kot 25-krat si gledala nek slovenski film ali nadaljevanko in si mislila, tole pa bi jaz boljše odigrala. Ne, 25krat ne, se je pa tu pa tam kdaj kaj zgodilo, ja. To se je pa res zgodilo kdaj, da se mi je zdelo, da ima kdo premalo energije življenjske vse in da bi mogoče lahko z malo več žara določeno stvar. Pa bi igrala v filmu, bi igrala kakšne nadaljevanki pa tako, ne? Bi, odvisno kako vlogo zdaj. Mislim, imam pa kar nekaj ljubih filmov, no, recimo, ne vem, s hčerko sva že starejša hči je po moje že sama Titanic gledala 5krat, jaz sem ga po moje gledala pa 50krat, veš. To mi je tak večen film, ki nikoli, vedno mi je zanimivo ga pogledati, recimo. Res vam rada take, da se človek sprosti, da je malo ljubezenskih prigod noter, dobro, pustimo pri Titanicu, si potem tudi na koncu seveda žalosten in vse, ampak veš, jaz vedno znova gledam, mogoče pa na koncu se pa utopil. Mogoče se pa kaj spremenilo v teh 50 ponovitvah. Zdaj dejansko bi se dali narediti kakšen plan B, tako z AI-jem, z AI-jem, ja, da končno zlezi gor na presneta vrata. Mislim, dosti je placano. Mislim. Več ali manj kot 25krat si preklinjala v avtu. To pa še lahko na par nul zraven dodaš. Samo danes več kot 25. Tudi danes že na enega, ki je parkiral tako, da mi ni jasno, kako je možno, da človek sred ceste parkira, kaj se je to moglo zgoditi, ne vem. Tako da ja, to pa, lej, jaz moram vedeti, da jaz res naredim ogromno kilometrov. Jaz sem sploh zadnji 2 leti recimo z jamsko žensko, pa zdaj za šminko, pa sekirco. Mi smo vsak dan v drugem kraju. Jaz moram z tistih svojih Brest prilest v Kotlje. Veš, kje so Kotlje? No, še dlje od tam, kjer misliš. Vsakič znova me presenetijo ljudje na cesti, kdo jim je dal izpit res. Jaz res ogromno kilometrov naredim. Recimo, ne vem, samo letošnjem letu sem naredila čez 60 000. Si dobra voznica. Kar je za žensko veliko, ne? Če pogledaš 60 jurjev v enem letu, je kar veliko kilometrov. Lahko rečeš, da si dobra voznica, taka. Mislim, da sem dobra zase. Sem pa ena tistih voznic, ki se ne vozi čist po omejitvah. Ne smem zdaj to reči, ker sploh, ko si veliko na cesti, vidiš, da so določene omejitve tako neumne, da mi ni jasno, kdo jih je pisal. Veš, da je ravna cesta, nikjer nobene bajte omejitev pa 50.
pač, ja, zdaj, A pa si kdaj probala rejli, recimo? Tako, ali pa, Sama, tako, veš, da ja? sem. Veš, da Se mi zdi, da si tako za to. z enim voznikom, en me je vozil enkrat in to po Logatcu v nekih hribih. In moram priznati, da sem kar kričala v avtu. Nisem se dobro počutila. A ja, ne? Ne. Nisem se. Čeprav drugače sem za adrenalinske stvari, ampak za adrenalinske, za katere sem skoraj da 100%, da se mi ne more nič zgoditi. Se pravi, ne vem, zdaj, bungee jumping, ja. Ker je zelo mala verjetnost, da se v ti štrik v trgu. Potem, ne vem, te vsi roller coasteri, pa to absolutno ja. Tle, ki pa samo sem odvisna od enega, ki vozi, nisem se dobro počutila. A če bi bila pa sama za volanom? Pa ne bi relija vozila nikoli. Ne, to pa ne bi. Malo sem preveč kontrol frika in potem, če ne morem imeti neke stvari pod kontrolo, ne odgovarjajo to. Se pravi, sekira in ne šminka, ampak oboje tudi včasih. Ali bi kdaj zamenjala? Ne, seveda, da sem šminka takrat tudi, ko moram biti, to je dejstvo. Ja. Ampak pa v osnovi sem pa kar bolj takšen tip človeka, bolj domača, no? Bolj se počutim... ne vem, v bistvu na našem koncu imamo en fajn izraz haudre. A veš, kaj je haudre? Ja, vem. Poznam ta izraz, ja. Čeprav Ljubljančani tega ne vem, če poznate dobro ta izraz, ampak nisem Ljubljančanka, tako. Ja, seveda. No, ne vem. Zdaj sem. Ja, jaz se dobro počutim, če sem lahko taka sproščena, pa da sem, ne vem, čeprav jaz sem vedno urejena, vedno sem urejena, vedno imam urejene nohte, vedno imam urejeno frizuro, vedno sem urejena, razumeš? Jaz nisem tip človeka, ki ne bo imela recimo urejenih nohtov na nogi, zaradi tega, ker se ne vidijo. To ne, me to moti. Jaz moram biti urejena. Ker ti vedno. Veš. Ja, tudi doma sem vedno, če imam trenirko, imam lepo trenirko. Ampak sem pa all over the place, človek rekel. To sem, taka sem. Ja. Se tebe nekako poznamo že od nekdaj, da si taka, bom rekla, gajstna, direktna, energična, izredno podjetna, inteligentna, taka, znaš tudi. Lahko to posnamem, a snemamo to? Daj posnam to. Lahko daš to na repeat, prosim. No, tistih 50 evrov, ki sem pol bilo, ti mi boš pol dala. A sem spet, ti mi se da to rešiti. Na vsak kompliment 50. Dam še dodatnih 50, ajde, nadaljuj. The best easy money, like. No, v glavnem, ampak verjetno pride trenutek, ko se vse to umiri, oziroma ko ti je vsega dovolj in se enostavno zapreš pred svetom in se mogoče zjokaš, si ranljiva za svoje domače in rečeš, tista Rebeka, ne, zdaj tam ostane močna, zdaj sem jaz tukaj v svojem krogu ranljiva. Ne, seveda, da sem. Nič kolikokrat sem ranljiva, sploh ko se hormoni malo hočejo poigrati z mano, takrat ranljivost še sploh posebej pride na plano. Ne, jaz sem v osnovi zelo čustven človek in jaz sem v osnovi, po moje, vsaj tako pravijo ljudje, ki me poznajo dobro, zelo topo človek. No, me prav zanima, kakšna si v tej predstavi, a ne šminka in sekirca. Super predstava, res. Veliko predstav bo zdaj? Ja, zdaj smo že kar na 30 številki. Odlično. Pa sem december bil, ne. Najlepša hvala za vabilo, bova kar kepco. Enako, tudi tebi. Hvala lepa. Hvala. Lep pozdravček. Čau.